Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Monaka. Poglejmo si skupaj, kaj smo zanimivega videli na prvem in drugem prostem treningu. Kot običajno bo tudi tokrat prispevek pred kvalifikacijami razdeljen na dva dela. In seveda v tistem prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. V drugem bomo skušali razumeti razmerje sil glede na prihajajoče kvalifikacije. O samem ritmu bomo govorili seveda v naslednjem prispevku, v zadnjem briefingu. Treba je poudariti nekaj, da tokrat na ulicah Monte Carla so prav pri vseh ekipah pokazali nekaj novega. In zaradi specifik proge je treba poudariti še nekaj, da so prav pri vseh ekipah spremenili obliko zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Zato se ne bom posebej ustavljal pri vseh ekipah, kar se tiče te podrobnosti, ampak boste videli fotografije, kjer bo možno videti tudi primerjalno več rešitev skupaj. Seveda, analize sem si sposodil pri Albertu Fabregi. A poleg vsega bomo videli, da pravzaprav so pri mnogih ekipah napravili specifikacije posebej za veliko nagrado Monaka. In začnimo z Red Bullom, kjer lahko vidimo res nov zadnji aerodinamični stabilizator ter nekaj popravkov na prednjih obesah. Gre pravzaprav za aerodinamične popravke, vsaj tako navajajo viri. Pri tovarniški ekipi Mercedes imamo seveda tisto znano spremembo na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak tudi na prednjem. Vidimo lahko, da ko glavni ter pomožni profil prehaja v končno ploščo, so spremenili tisto vdolbino, neke vrste kanal. In na fotografijah lahko vidimo razliko med rešitvijo, ki smo jo bili nekako deležni na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli in onim, kar so pripravili za dirko v Monaku. A tu ne moremo mimo seveda novosti pri skuderiji Ferrari in McLarenu. Lahko bi dejali nič takega, nič ekstremnega spremembe na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer se niso omejili naprimer samo na tisti glavni in pomožni profil, ampak tudi na one spodnje tik nad menjalnikom. Pri ekipi Alpine so bili malce bolj temeljiti. Spremembe na prednjem, na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, na varnostnem loku halo ter prednjem vpetju. Pri ekipi Williams predvsem spremembe sprednjega vpetja pesta. Ampak pri ekipi Racing Bulls vidimo, da seveda so spremenili zaradi specifik proge ponovno zadnji aerodinamični stabilizator, ročice vpetja in seveda druge malenkosti. Pri ekipi Aston Martin zopet že tolikokrat omenjeni zadnji aerodinamični stabilizator, pri ekipi Stake pa vidimo prvo pravo temeljito spremembo, kar se tiče že tolikokrat omenjenega zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Namreč iz rešitve z dvema nosilcema so prešli na rešitev z enim samim. Ne smemo mimo dejstva, da so spremenili malce obliko, kar se tiče aerodinamično obliko samih obes ter seveda zavornih košar spredaj. Ekipa Haas je naredila bolj zanesljivo prednje vpetje in seveda zadnji aerodinamični stabilizator kot pri vseh ostalih. In to je bil hiter pregled
vsega tistega, kar so ekipe pripravile za to dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Izbral sem seveda najbolj zanimive fotografije, drugače pa imate, kot ste razumeli, v dokumentaciji vse opise. Treba je omeniti še neko zanimivost. Namreč nimajo vse ekipe dva seta tako imenovanih hospitalityjev oziroma teh spremljevalnih kapacitet, da bi jih lahko na hitro postavili v primeru, da imamo med enim in drugim vikendom dve dirki. Tako lahko vidimo, da naprimer pri McLarenu so kar nekaj časa čakali, da je njihov tovornjak z Imole prišel v Monako. A poglejmo si raje, kaj nam je pokazal prvi in predvsem drugi prosti trening. In kar nekaj zanimivih dejstev. Če pogledamo samo grobe rezultate prvega prostega treninga, bi lahko dejali, da nihče ni pričakoval Mercedesa bok ob boku McLarenu. Seveda o McLarenu smo govorili malce že v superlativih v preteklih tednih. Ampak da bi pri tovarniški ekipi Mercedes imeli tako dobro formo, verjetno ni pričakoval nihče, posebej po veliki nagradi Emilia Romagna. Govorili smo že v uvodnem prispevku, da so tu karakteristike same proge drugačne. Treba je poudariti še nekaj, da je voznik kot tak tu eden izmed najpomembnejših elementov. Namreč potrebno je iti prav do zaščitne ograje ali pa tiste blazine, ki skuša ublažiti udarec, da se dobi idealno linijo. In lahko bi dejali, Lewis Hamilton na prvem prostem treningu je dobesedno presenetil. Ampak ne zaradi tega, ker bi bil Mercedes dvojni V15 kar naenkrat tako konkurenčen, ampak ker ima on tako dober občutek, toliko izkušenj ter poguma, da je lahko prišel do tako zanimivega časa. In kje je bila razlika? Seveda vidimo lahko na tem grafu telemetrije. Lewis Hamilton je pozneje zaviral in seveda s seboj v raznih delih proge prinesel višjo hitrost. In to mu je pomagalo priti seveda tako visoko, ampak gre za prvi prosti trening, ki konec koncev ne prinaša tiste prave slike glede možnosti na samih kvalifikacijah. A preden si ogledamo drugi prosti trening, še novost, ki nam navdušencem ni bila pojasnjena. Namreč verjetno ste opazili, da Oscar Piastri je dobil še drugi priimek. Kar naenkrat so ga priključili družini Leclerc. Sedaj se je poročil v to družino, so ga posvojili, jasno ni, ampak tako na televizijskih grafikah, kot na tistih preglednicah je Piastri Leclerc. Ni nam znano, zakaj in kako, da so potem v nadaljevanju to napako odpravili. Čuda tehnike in seveda fantazija organizatorjev. A pojdimo raje na drugi prosti trening, ki je običajno boljši pokazatelj tiste prave forme, tiste prave slike, ki je pomembna za razumevanje razmerja sil na samih kvalifikacijah. Treba je poudariti nekaj. Charles Leclerc je tu pod visokim pritiskom. Pričakovanja so velika, kajti gre za domačina. In tudi on se tega zaveda, zato njegov čas tam spredaj ni tolikšno presenečenje. Šel je na polno. In zakaj lahko to trdim s tako lahkotnostjo? Ker je bil najboljši čas lanskih kvalifikacij Maxa Verstappena minuta 11 sekund in 365 tisočink. Torej je bil na drugem prostem treningu Charles Leclerc hitrejši od Verstappena na kvalifikacijah. To nam kaže, da je šlo dobesedno na polno. Ampak zopet vidimo tisto sliko, ki se je že nekako začela kazati na začetku.
vozniki z izkušnjami tam spredaj. Ne smemo pozabiti že na omenjenega Lewisa Hamiltona, ampak niti ne na Fernanda Alonsa. Oba sta pokazala, da znata priti blizu tistih zaščitnih zidov, tistih odbojnih ograj in seveda čas je bil tu. Max Verstappen je imel nekoliko težav, vsaj po radijskih komunikacijah, imel je nemiren RB20 in tudi zaradi tega bi lahko dejali, da konec koncev Red Bull v manjših ali večjih težavah. In treba je povedati, da oba voznika Red Bulla, kar se tiče simulatorja, sta ta vikend zasedena s Formulo E. Je morda tu težava, ne vem, ampak zanimivo bi bilo videti, kaj se dogaja praktično pri ekipi z Milton Keynesa. McLaren je konkurenčen, čeprav smo videli, da ti poizkusi te simulacije samih kvalifikacij so bile izjemno hitre in nekatere ekipe so se še lahko malenkost skrivale. Vsekakor videli bomo na kvalifikacijah verjetno kar ogorčen boj za tisto prvo štartno vrsto. In lahko bi dejali, da tudi vozniki Mercedesa bi znali biti zraven, poleg McLarena, Ferrarija in seveda Red Bulla, kjer pa je Perez kot običajno zopet malo bolj zadaj. Tu bi rad poudaril, da kar se tiče simulacij samih kvalifikacij, je bil dober Logan Sargent. Ni bil zadnji in lahko bi pričakovali, da takrat, ko bo šlo zares, bo končno pokazal, iz kakšnega testa je. Mnogi trdijo, da si ne zasluži Formule 1, ampak tu v Monaku je voznik pomemben. In če bi tu imel dober rezultat, bi morda marsikomu zaprl usta. A videli bomo kmalu, kaj se bo pokazalo. Seveda, preden končamo, še vesela novica. Pred nekaj dnevi sem govoril o grozi v Fioranu, o tistem poizkusu, seveda Formula One managementa oziroma tudi FIE, da bi na bolide Formule 1 nataknila tiste pokrove, tiste dežne usmernike, tiste blatnike. In končno jih je srečala pamet. Ugotovili so, da so bili poizkusi pravi polom in zato se odločili, da bodo z iskanjem rešitev v tisti smeri prenehali. A tako, videli smo, da nas čakajo napete in zanimive kvalifikacije. Kar se tiče tega prispevka, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.